medva zapuščava Papuo Novo Gvinejo in greva zdaj proti Indoneziji. Čaka najo nekih slabih 500 mil nekje. Upam, da bo čim več vetra, da bova lahko jadrala. Zaenkrat je dobro. Napoved je pa tako. Bo pa ne bo, pa bo pa ne bo. Bomo videli. V glavnem, moramo iti naprej, čas je. Po noči smo lepo jadrali, smo naredili do zjutraj približno 70 mil. Ni neki ful hitro, ampak v redu. Če bo takle tempo, je čisto v redu. Tam Genova skrajšana zaradi teh dveh Nizozemcev, ki naju ne dohajata. Spal sem tukaj po noč, zdaj so ladje okoli. Tukaj je en otoček zdaj, tako da nadaljujeva. Imamo še dobrih 400 mil do Birka. Takole sem z nama vozijo. Malo obiskovalca, ki se čisto nič ne boji. Sem gledam, da me ne bo tle v šesu čavsno. Da pa čisto nič ne boji. 20 centi stran sem. Če se obrnem, se ga dotaknem. Pa je šel. Malo ga ravnoteže daje nazaj pri letu. Tam greš lahko na špico od spredaj, samo ne mi posvinjati vse. Težko, ne? Ravnotežje ujeti. Drugače se pa ne guncamo fajn. No, zdaj šel pa na rešilni splav. Na vsak način bi se rad z nama pelil. Vse, kar voz z nama, nabira milje, pradovo jadravci. Upam, da še kakšna riba pribe. Zaenkrat ni več. Boš imel makarono? Jedva bova zdaj jedla makarone, mogoče bo pa makarone jedla. Zraven sušiva še malo čilija, pa limonske trave. Današnja jutra se je začela pa čisto drugače, gremo v veter. Naredil se je malo lepši dan, imamo tam dobrih 10 vozlov vetra, tako da jadrava. Imamo tam 4-5 vozlov, tukaj imamo srečo. Gumam prevezan, da ne bi preletel, glede na to, da kakšen val pride, pa se zagunca, tega se zdaj na posnetku sicer tako ne vidi. Več pa nič novega, zdaj sem vesel, da celice delujejo dobro. Ker imamo akumulatorji kar precej utrujene že. Upam, da bodo zdržali še eno leto. Drugače pa tukaj po vodi plava kar neki debel, čeprav smo od obale oddaljeni 50 mil. Tako da zdaj skozi ne moreš gledati, pa tudi če po moje zadanemo, ne more biti toliko hudo, ker take hitrosti tudi nimamo. Danes pa res lepo jadrava, sicer nismo ne vem kako ful hitra, ampak se pa premikamo, glede na to, da jih veliko tukaj le 500 mil motorira, imajo ne vem koliko nafte, smo mi kar v redu zaenkrat. Včeraj smo, ne vem, šli na motorje na uro.
Cele dneve se obadam s temi jadri, tanguni, z vetrom, veter, brez vetra. Imela saj najn špinaker ali pa dženaker, bilo veliko lažje. Vetra je samo tam okoli 10 vozilo še ne. In enostavno te neki veliki valovi prihajajo do zunaj. Tako da je kar težko jadrati. Ne vem, če se vidi, ampak so kar veliki, taki ful dolgi valovi, imajo ful zagunca. Bolj bi bilo, če bi imela en dženaker, pa bi malo v pol krmo jadrala. Bi malo cikcakala sem, pa kaj, bi šlo. Tole je pa kar težko res. To je najslabih za pripone, za jamr, za jadra, za nič ni dobro, to preletavanje. Ampak enostavno morava jadrati, ker je veliko par 100 mil in enostavno nimava goriva toliko. Mahi! Majčki je, ja? To ni utrnil vlak. Miroj. Ši. Mislim, da je ona. Daj Miroj, no. Takole pa debla plavajo. Ni glih fajn, če s kakšnimi 6 vozli prbiješ noter po noč. To je zdaj od reke noter prinaša te stvari. Je kar lep hlod. Ampak so bili ptiči gor, pa se lepo vidi, kje je. Bolj ko greš na odprto, več možnosti imaš po moje, da zadeneš kaj, ker je večje območje in se pač je po večjem področju. Vedno, ko hočem nekaj povedati, mi GoPro crkne baterija, tako da bom mogla zdaj verjetno še naročiti nove baterije, še za to zadnje leto potovanja, drugače ne bo nič. Evo ti jaz drugače računalnik spet se obadam z njim. Kaj sem hotel povedati? Zdaj, ko gremo, ne vem, 20-25 mil od obalo te reke, kjer prinaša te velike drevesa noter, po moje bolj pametno iti bližje kopnega, pa prečkaš pač ta del, kjer je noter, tako ko sva šla ko je bila reka Magdalena. Ker zdaj, ko smo pa toliko daljeni, so ta drevesa na velikem področju in ne prideš kar tako čez to področje, čez pa še to, kaj je vozil pa pol v smer, kamor zdaj plujemo, tako da lahko še veliko teh dreves, raznih velikih, ki je. Zdaj po dnevu sicer lahko to opazujemo, pa vidimo na daleč, ampak po noč pa to ne bo več možno. Kakšen kos debla, pa še te so oboje od ribičev. Tale en manjših debel, ampak vseeno. Če bi ga napolnil direkt zadev, lahko tudi kaj poč. Spet en velik hlod. Ustje reke, tukaj na Papu je konec, tako da ni več dreves, debel, vej po morju, tako da smo zopet zajadrali, na polna jadra, seveda vetra ni preveč. Jutri dopoldne bomo prispeli na cilj, se pravi v Biak, v Indoneziji. Zdaj pa tako lepo jadramo, še malo, pa bo sončni zahod. Voda ima 30 stopinj oziroma več, tako da je zelo topla. Vetra pa je na tem področju, ki smo blizu ekvatorja, zelo malo ali nič, tako da moramo izkoristiti vsako sapco, ki nam je dana, da lahko jadramo. Po celonočnem motoriranju smo končno prispeli, tole pred nami je Biak, kjer bomo naredili prijavo. Po noči je bilo vetra 3-2. Evo mi, da smo prispeli v Indonezijo, v Biak. Tukaj smo na imigracijah, kjer zdaj urejamo papirje, mora počakati, so rekli se. Ja, GoPro težave skozi. V glavno, tukaj si lahko postreževa, evo ti
z hladno pijačo, kavo, sladoledom, kar smo si privoščili zdaj. Čast izgleda Indonezija, tako da odlično. Yeah. And this the list of you can do and What you can do? Yes. We cannot do. Ayakabushin may not be part of the declaration, so we can. It's okay. Mi gremo z rešilcem zdaj na jadrnico. Thank you. Okay, who wants to take a nap? Zanimivo. Yeah. Like nice nature, temple, sculpture, that's not what we're doing. Do you like some waterfall? Yeah. Oh, right. Yeah, you like kind of. Pakai tadi deh naik. Oh, ini kapten yang ini kata-kata yang berteman ini. Ya. Tako smo pelali za te iz Helt, da so prej inšpekcije naredili na jadrnicah. Točno so dobile kokose, tle je pa en lokal in bo zvečer Moska, tle je oder. Tako da bomo zvečer sem prišli. To je to. Dobar je, ful je sladek, možno? I have enough. Thank you so much. Smo dobili kokose in smo spili vodo, zdaj ga bo dal pa na pol, da pa še ven sami kokos pojemo z žlico ga. Bo Natalija zdaj le pokazala, kako. Thank you. Zdaj ta je še tak mehak, ko žele, tako da ni problem in ga lepo poješ. Ik zal eventjes wat geld een klein beetje overmaken naar... Tole je pa ribja tržnica, gremo malo pogledati, boferica. Hello, hello. Vse je pripravljeno. Evo, te vse kar potrebujejo, kar poznava. Krompir, koren, zelje, ki smo to popršili. Smo šli po nafto. Apa segini kan? Ja, het is alles jog voorgedaan. Hebben we dat?
So šla v pralnico, so dala oprat, zdaj pa nazaj na jadrnico, Natalija na obali in zdaj ko pa pogledam, kaj prihaja, pa mogoče kar bolj, da tlele počakam. Ne vem, kaj se bo zgodilo, ali pa samo fajn dež, ali pa tudi kaj fajn pihalo, tako da verjetno kar malo počakal, par minut, da vidim. Glavno tole, kar prihaja, ne izgleda nič lepo. Pada, spet bo dežja. Ne piha pa še ne veliko, ampak bo, preden bo prišlo. Ampak upam, da je v redu, zdaj mi je samo malo smotano zapustiti jadrnico tlele, ker tole sidrišče tudi ni, ne vem kaj. Prvič imamo na globini 20 metrov, drugič ne vem kakšno je sploh spodaj. Tako da, ampak grem nazaj zdaj na kopno, upam, da bo v redu. Cel hudič, prej so bili že na jadrnici, na najino so zdaj prišli, so hoteli že tle gor in ne pustiva zdaj. Tista pa po moje ne zna plavati tam na gornji, ki sem stiroporju. Dvom. Aj. Tako, spet je večer, danes smo imeli obisk otrok, nevihto. Vse smo imeli zunaj, ker je ekspansijska posoda začela za pritisk vode v ceveh puščati. Pa kupila sva danes, šla sva v trgovino, sva nabavila nekaj robe. Pa kupila sva dva takele ventilatorja, tole je bilo 8 evrov eden. Se pravi na 12 volt, vtičnica, lepo zadnji regulator, koliko vrti, se pravi koliko piha. Tako da imamo zdaj v vsaki kabini še po en ventilator, ker po noči je skoraj nemogoče spati noter, ker je tako vroče, da pozna se, zdaj smo samo ene pol stopinjo južno od ekvatorja in vročina je, nimamo kaj. Danes smo odpluli naprej, doplujemo zdaj proti Raži Ampat, to je arhipelag. Danes smo prišli na banko plačati za vstopnino, približno $50 na osebo pride. Pred nami je pa 320 nautičnih milj do otoka, kjer bomo te kartice dobili. Potem pa gremo lahko v park, kjer potem rangerji pridejo kontrolirati in preveriti, če imaš plačeno vstopnino. Tam od spredaj pred nami sta Black Moon, okoli nas je nekaj neviht, ampak imamo vsaj nekaj vetra. Nikoli nočem preveč spustiti glavnega jadra sem z vetrom, da ni preveč naslonjeno na križe, saj zgor, potem je zmeraj kar čez ko ena luknja in se bojim, da se bodo strnili, glede na to, da nimava nekih rezervnih jader, morava jih čuvati. Drugače pa Genova malo pet na Tangun in zdaj dejansko plujeva metuljčka. Za nama je naporna noč, spet imela celo noč nevihte, 38, pa še nekaj je bilo maksimalni sunk, tako da sem mogla krajšati z leve, desne, z vetrom, proti vetru, v glavno. Skozi nekaj, zdaj, ki je pa dan, ki se pa saj vidi, po noči je to veliko težje, ki tudi ne vidiš. Pa seveda spet ni vetra, tako da zdaj ne jadrava, ampak recimo, da driftamo. Bo boljši izraz.
greva na Metuljčka dejansko. Premikava se pa tam dobre 3 vozle. Takole imamo 3-4 vozle vetra, valove, vse plapola, tolče, jamber se cel trese, obup. Mislim, da čez tole Indonezijo tu goriva skorila, da ga nismo v celem svetu, kako smo ga preplula. Se lahko skozi na motor vozimo, ne moreš sploh jadrati. Valovi prihajajo z vseh koncev. Dopolno so bili tle skoraj 2-metrski, ful dolgi, zdaj prihajajo tukaj sem kratki, vetra je 3-4 vozle, ne moreš nič jadrati. Skozi zapirava ta jadra, ker tu vse tolče preplejeta. Nimaš kaj narediti, nič ne moreš narediti. Če ni vetra, ni vetra. Čeprav najna sojadralca, ki pa tle pred nama plujeta, sta pa zelo vesela. Ker ni vetra, da ona dva driftata. Pač moj namen je bil jadranje okoli sveta, ne driftanje okoli sveta, tako da... Ne vem. Takšni jadralci so to, da si ne želi vetra, ampak si želi, da je čim bolj bonaca. Tudi ne vem, kako sta sploh do tle prišla potem. V glavno to zanj me ni nič. Zdaj je po moje bo dala še glavno jadro dol, ker tu vse tako pleta, da se cel jamber trese. Ni za nič dobro tole. Cel dan že motorirava, ker ni vetra, zdaj pa najprej hiteva tale ladja. Je 3-krat hitrej kot medva. Danes imamo pa kar srečo, že cel dan jadrava takole na Metuljčka. Zdaj trenutno greva med 6 in 7 vozli, kar sem zelo srečen. Evo, tole obala Indonezije. Najvišji vrhovi tukaj le segajo skoraj 3000 metrov visoko. Drugače pa tole vmes med nama pa tem kopnim ni daleč, ampak plujejo te večji tankerji tudi, što že ne par min. No, danes jih pa še nismo imela delfinov. Zdaj tik pred sončnim zahodom so pa prišli. Zadnji moment sem videl, takole reke prinesajo taka debla in lahko udariš noter. Ampak so bili ptiči gor, so sedeli, zato sem videl. Pač pevo, še malo, pa bo tema. Midva sva prispela, zdaj sva v reki, zdaj mora pa najti nekje, kjer bova šla ven. V glavnem je čist plitvo, tako da moramo paziti, posebno tem, ker sva šla na vhodu. Smeti pa imajo tle smeti. Voda je tudi umazana, se nič ne vidi. Dobrodošli v Indoneziji. Vroče je pohodič. Tam pa zdaj. Ljudi pa je pa vsega. Se mora najprej znajti, se ne bo dolgo tle. Danes bo prespala, jutri je že naprej. Bomo samo natankala nafto. V kartice gremo za stopnino, za ta arhipelag, za park, ki sva je naročila. Je že narejena, sem dobil slike. Pa če bova tle kaj kupila. Kakšno sadje, pa zelenjavo, pa tako, in to je to.
to pa je gužva. Neko prireditev imajo tle. To je danes očitno tako. Tako da zgleda po ob cesti, pa po kanalu, same smeti. Se ne da nekaj sekiramo, kam bomo smeti dala. Mislim, da tle nimajo težav tam. Za danes malo iti z gumenjakom po reki, tukaj le gor naravnost po tole nafte. Tukaj je 110 litrov nafte. Zdaj na zadnje obijaku nismo, sem imel poprazno, ker sem tankal in je bila čist črna nafta kot Coca-Cola. In sem mislil, da je pač tako umazana in ko sem zagledal, sem nehal točiti. Zdaj, ko je bila tu nekaj časa v kantah, se je malo zbistrila, tako da očitno je to to. Tako da itak nama drugega ne preostane, ni pa smeti noter, tako da ne vem, sem take barve, je čudno. Ampak itak druge možnosti ni, tako da zdaj bova pa tukaj napolnila, tako da bova pol polna, približno 300 litrov bova imela na krovu. Jutri podplujejo naprej, tukaj ni nič kaj lepega, polnenih smeti, ljudi, vrveža, tako da bova šla raj naprej na Vojak otoke, tam pa bo lepo, tam pa načrtujeva, da bova mogoče, če bo fajn, kakšen teden ostala. Skratka, tole bova zdaj napolnila in potem je to. Tam imajo še prireditev, greva zdaj še malo pogledati, kaj tu imajo. Tecajt bo šlo malo sonce dol, ravno prav. Plima je začela se delati, tako da se voda dviga. Tako da, ker tukaj vsi zdaj, ko prehajajo s čovni, ne vem, če se vidi, se delajo valovi, tam je čist plitvo. Tako da grejo vsi tukaj le mim, pa tam nekaj so tisti kamni noter. Tako da je res plitvo. Tako da bo za naju še boljš, ko bo zdaj začelo se dvigovati, da bomo lažje šla z gumenjakem not, pa vem, da ne bova kje zapela. To je to za danes in za jutri plan, potem pa odrineva naprej. Si me prišel iskat? Kaj? Si me prišel iskat? Ja. To se prišla na obalo, so pustila gumenjak zdaj tukaj. Tamle je Tini. Ne da pa so šla zdaj tukaj festival, neki pevci iz Papue so. Zanimivo, ne, da so s Papue, ko smo na Papui. Ja, malo pogledati.